Pri menedžmentu znanja ne gre za pojav, ki se je pojavil v zadnjih 30 letih. Znanje so ljudje ustvarjali, shranjevali, prenašali in uporabljali že tisočletja. Le načini, komunikacijski mediji so bili drugačni. Še danes v muzejih in drugje srečujemo primere poslikav v kraških jamah, zapisov, klesanih v kamne ali zapisanih na papirusu, tapiserij s ponazoritvami pomembnih vojaških bitk, tudi različne legende, bajke, reki in podobno so oblike ohranjanja in prenašanja znanja skozi prostor in čas. Z nastankom sodobnejših medijev, kot so radio, TV, računalniki, računalniška omrežja ter internet, pa so se možnosti za iskanje znanja, ustvarjanje znanja, shranjevanje znanja, prenašanje in širjenje znanja ter njegovo uporabo dramatično povečale. Menedžment znanja je v 90. letih prejšnjega stoletja nastal v konzultantskih krogih. Poimenovali bi ga pravzaprav lahko z izrazom menedžment podatkov, saj je v prvi vrsti temeljil na informacijski tehnologiji ter obdelavi in prenosu bitov ter bajtov. Kasneje, še posebej, ko se je z njim pričela ukvarjati tudi akademska oziroma raziskovalna sfera, se informacijskim in računalniškim vedam pridružijo tudi vede, kot so filozofija, sociologija, psihologija, antropologija, strateški menedžment ter menedžment človeških virov. Danes se v literaturi in raziskavah menedžmenta znanja slednje razvija predvsem z vidika strategije, človeških virov, pa tudi informacijske tehnologije. Menedžment znanja lahko opredelimo kot načrtovan in strukturiran pristop k upravljanju znanja kot organizacijskega sredstva, kar naj bi izboljšalo konkurenčno sposobnost organizacije ter njene pristope k upravljanju procesov, ustvarjanja znanja, njegove izmenjave, zagotavljanja koristnosti znanja in žetve rezultatov njegove uporabe. Gre torej za prepoznavanje, optimizacijo in aktivno upravljanje vseh intelektualnih sredstev podjetja, pa tudi za razvoj metod, orodij in tehnik, s katerimi lahko podjetje pridobiva, razvija, meri, distribuira in zagotavlja donosnost intelektualnega kapitala. V literaturi najdemo opisano vrsto aktivnosti, s katerimi lahko podjetje pristopa k prepoznavanju intelektualnih sredstev, upravljanju znanja, upravljanju z znanjem povezanih procesov ter razvijanju metod, orodij in tehnik, ki vse to omogočajo. Omeniti velja na primer uporabo tujega znanja in tujih izkušenj, vgrajevanje znanja v procese, proizvode in storitve, prepoznavanje in prezentacijo znanja skritega v podatkovnih bazah in dokumentih, prenos tako ustvarjenega znanja, delitev oziroma izmenjavo znanja med zaposlenimi, ocenjevanje vrednosti sredstev znanja in znanja samega, lokalizacijo znanja, pridobivanje znanja, kodifikacijo znanja oziroma zajem znanja in zapis znanja. Menedžment znanja lahko torej opredelimo kot izvajanje vsega, kar omogoča, da podjetje čim bolje izkoristi sredstva znanja, ki so na voljo posameznikom in skupinam v podjetju. Tovrstne aktivnosti pa ne vsebujejo samo z znanjem neposredno povezane aktivnosti, temveč tudi posredne, menedžerske aktivnosti, kot so na primer merjenje in ocenjevanje, nadzor, koordinacija ter vodenje. Vse za namenom upravljanja z znanjem oziroma z intelektualnim kapitalom. Do določene mere je prenos znanja sinonim izraza menedžment znanja. Prenos znanja namreč ne pomeni le prenašanje znanja med različnimi geografskimi ali časovnimi točkami, temveč tudi med različnimi ljudmi, jeziki, kulturami, pa tudi med različnimi vrstami znanja, na primer podatki, informacijami, individualnim znanjem, kolektivnim znanjem, organizacijskim znanjem, pa tudi med oblikami tacitnega, implicitnega, eksplicitnega in zapisanega znanja.
Kot smo omenili že v lekciji o intelektualnem kapitalu, se znanje pri takšnem prenašanju pretvarja iz ene v drugo sestavino intelektualnega kapitala. Spomnimo se na primer sestavin zmožnosti ljudi ter eksterne in interne strukture intelektualnega kapitala, kot prikazuje slika. Kot prikazuje slika, lahko prenos znanja razumemo zelo široko in z upoštevanjem vseh sredstev znanja, kot na primer ljudi s svojimi možgani, navadami, izkušnjami, prepričanji in vrednotami, človekove predmete delovanja oziroma artefakte v smislu tehnologije, zbirk podatkov, intraneta, interneta, tiskanih publikacij in zapisov, pa tudi zapisanih pravilnikov, standardov uspešnega delovanja in podobno. Ter organiziranost podjetja v najširšem pogledu s sestavinami, kot so razmerja z zunanjimi partnerji, organizacijsko kulturo, organizacijsko strukturo z organizacijskimi vlogami, procesi, pravili, formalno in neformalno organiziranostjo in podobno. Izpostaviti velja tudi procese ustvarjanja znanja, ki jih je prepoznal japonski znanstvenik Nonaka in ki ponazarjajo pretvarjanje tacitnega znanja v eksplicitno in obratno. Gre za socializacijo, eksternalizacijo, kombinacijo in internalizacijo. V literaturi obstaja opisanih mnogo procesov oziroma aktivnosti menedžmenta znanja. Mnoga pojmovanja so sinonimi, saj pomenijo iste vrste prenosov oziroma pretvorb. Nekaj od teh aktivnosti oziroma procesov smo ravnokar našteli. V grobem bi lahko kot temeljne aktivnosti oziroma temeljne procese izpostavili ustvarjanje znanja, shranjevanje in priklic znanja, prenos znanja in uporabo znanja. Te aktivnosti se pogosto uresničujejo s prej omenjenimi procesi socializacije, eksternalizacije, kombinacije in internalizacije. Danes pa se pri tem za pomembno podporo izkaže informacijsko-komunikacijska tehnologija, v okviru katere morda velja izpostaviti ključne tehnologije, kot so podatkovna skladišča, podatkovno rudarjenje, strojno učenje, komunikacijska orodja, kot na primer videokonferenčne sisteme, sisteme učenja na daljavo in tako dalje. Na tem mestu velja izpostaviti dve vrsti strategij menedžmenta znanja, torej dolgoročnega pristopanja k ravnanju z znanjem v podjetju. V prvem primeru lahko govorimo o personalizacijski strategiji, ki temelji na ljudeh. V podjetjih, ki sledijo tovrstni strategiji, komunikacija ter ravnanje s podatki, informacijami in znanjem ne sloni toliko na informacijsko-komunikacijski tehnologiji, temveč na skupnostih izkustva, kadrovanju ljudi z znanjem, mentoriranju in usposabljanju, timskem delu in nagrajevanju na podlagi tega in podobno. Na drugi strani, v podjetjih, ki sledijo tako imenovani kodifikacijski strategiji, pa ključno vlogo pri ravnanju s podatki, informacijami in znanjem igrajo informacijsko-komunikacijski sistemi, torej računalniki, računalniški programi, računalniška omrežja in podobno, ter seveda tehnologije menedžmenta znanja, ki smo jih malo prej bežno že omenili, jih boste pa podrobneje spoznavali v drugem delu predmeta pri doktornatku.